mojem lahko kar začnemo. Kolegice in kolegi, vsi poslušatelji in poslušateljice, ki nas spremljate tukaj v Zoomu in prek Facebooka, lepo pozdravljeni na okrogli mizi, ki nosi naslov Moje mnenje šteje, vladavina prava v Evropski uniji. Današnje predavanje bo prvo v seriji, ki ga pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji organizira v sodelovanju s študentskimi organizacijami različnih fakultet. Naslov Moje mnenje šteje se nanaša prav na njih. Tekom serije bodo študentje v pogovoru z evropskimi poslanci spregovorili o različnih aktualnih temah, ki se navezujejo na Evropsko unijo. Danes bosta magistrska študenta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Anže Mediževec in Andrej Fatur, z evropskima poslancema Milanom Brglezom in Milanom Zverom govorila o vladavini prava v Evropski uniji. V imenu organizatorjev študentske organizacije Pravne fakultete, Pravne bande in pa pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji se gospodoma evropskima poslancema najlepše zahvaljujem za odziv na povabilo in za udeležbo okrogle mize. Hvala tudi vama, Anžej in Andrej, da sta si vzela čas in da sodelujeta. Upam, da bo današnja debata čim bolj plodonosna in čim bolj zanimiva. S to željo pa besedo kar predajam Andreju. Hvala. Pozdravljeni vsi še z moje strani. V bistvu hvala obema evropskim poslancema, da sta si vzela čas za to debato, ker je, kot vsi vemo, to zelo pereča tema. Hvala tudi hiši EU oziroma predstavništvu Evropskega parlamenta v Sloveniji, da so to skupaj z študentsko organizacijo Pravne fakultete organizirali. Hvala tudi tebi, Anže, da si vzel čas, ker vem, da si tudi ti zaposlen v tem obdobju. Tako da, če se vsi strinjamo s tem, bi kar začel z našim uvodnim vprašanjem, in sicer, ali lahko država članica krši vladavino prava in ostane v povezavi. Pa bi prepustil besedo kar najprej Anžetu, potem pa mogoče gospod Brglez in nato gospod Zver. Najlepša hvala, Andrej. Najlepša hvala najprej za možnost sodelovanja na okrogli mizi in pa lepo pozdravljam vse sodelujoče. Torej, iz pravnega vidika vsaj v pravu Evropske unije ne obstaja nekega postopka oziroma nekega načina, na podlagi katerega bi lahko zgolj zaradi kršenja oziroma kršitve neke obveznosti države članice, torej, ki izvira iz prava Evropske unije, na tak ali drugačen način država lahko zapustila unijo na nek prisilen način. Torej, ustanovne pogodbe, temeljno pravo unije ne predstavljajo podlage za recimo izključitev neke države članice, tudi če bi ta resno, vztrajno kršila načelo vladavine prava. Sicer z nekega solidarnostnega vidika je zadeva morda drugačna. Lahko rečemo, da je temelj Evropske unije vseeno neko sodelovanje med državami članicami, neko vzajemno sodelovanje in neka kršitev, ki je vztrajna, resna, bi lahko grozila to vzajemno sodelovanje, kar pa je potem spet vprašanje, če je to res prava pot. Morda toliko za začetek. Hvala. No, če glede na to, da sem bil pozvan k besedi, nekaj dodam, v bistvu. V prvem koraku je vsekakor možno, da država članica krši vladavino prava in seveda ostane v sami uniji. V bistvu odločilna zadeva pa je takrat, ko zadeva pride pred sodišče, če pride. Upam, da pride, ker v nasprotnem primeru imamo velik problem pri celotni zadevi. Ampak sodišče bo lahko v bistvu razsodilo, ampak kazen kot tako bo pa spet na drugih institucijah unije, še zlasti na komisiji, da zadevo izvrši. To pomeni, da najverjetneje tudi po tistem, ko bi že razsodilo, še vedno lahko ostane članica. Zakaj takoli tazga za izstope oziroma za karkoli tazga mora biti tudi volja držav članic
ki lahko nasprotuje tisti volji, ki je bila takrat, ko se je pogodba, ki je ustanovila samo organizacijo oziroma jo spremenila, je konstitutivna, brez nje organizacije ni. Zato govorimo, da je Evropska unija pa za njo vladavina prava, pa vladavina evropskega prava ključnega pomena, da gre kontra tisti volji, ki je bila enkrat pravzaprav že izražena in potem na način, kot se žal v mednarodnem pravu pogosto zgodi, ker so ključni interpreti zgolj države, situacija je tle toliko različna, da imamo sodišče, ki lahko igra to isto vlogo, ki jo drugje v mednarodni skupnosti pa nimamo. Namreč tam morajo države eksplicitno pristati za to, da gredo pred sodišče. V tem primeru pa takšnega eksplicitnega pristanka ne potrebuješ. Zato bi po mojem moral obstajati mehanizem, ki bi lahko izključil državo članico, če bi vztrajno kršila bistveno določilo same pogodbe. In zdaj je to pogojeno z pravzaprav voljo drugih in ni končne preverke tam, kjer bi pravzaprav morala biti, to je pred sodiščem Evropske unije. Ja, če prav razumem, sem na vrsti sedaj jaz. Je tako? Ja. Torej, najprej hvala lepa za povabilo. Jaz mislim, da je zelo dobro, da pripravljate tovrstna srečanja z poslanci Evropskega parlamenta, pa še posebej na tako pomembne teme, aktualne kot je tale. Tudi za mlade je dobro, tudi za študente, da se soočajo s temi vprašanji. Glede na naslov vaše oddaje, bi smatral, da je še posebej pomembno. Neke raziskave kažejo, da kar 25%, samo 25% mladih meni, da njihov glas nekaj šteje v Sloveniji, medtem ko po Eurostatu pri Nizozemcih je ta odstotek 80%, tako da je kar v redu, da organizirate tovrstne evente. No, vprašanje je bilo, če država članica krši pravo Evropske unije ali se lahko izključi. Mislim, da ne. Tudi interes Evropske unije ni, da se katerokoli članico izključi. Prej bi dejal, da je interes Evropske unije, da se postavi neko pravno stanje ali pa da se umiri tisto državo, ki ne spoštuje prava Evropske unije. Zato imamo na ravni evropske politike take 3 različne mehanizme. Milan Brglez je pregovoril o sodišču, zadeve lahko grejo na sodišče. Imamo tudi politični mehanizem. Če recimo se ubere tista pot, člen 7 pogodbe o Evropski uniji, ki lahko državo članico kaznuje tudi z odvzemom volilne pravice v svetu, če krši načela in vrednote, ki so nanizane v 2. členu pogodbe o Evropski uniji. No, zdaj smo pa še inovativno vnesli še 3. mehanizem, to je tako imenovani pogojevalni mehanizem, ki se na koncu lahko tudi konča z sodiščem, če država članica se pritoži na nek sklep, ki bi ji odvzemal pravice črpanja evropskih sredstev oziroma zamrznil za določeno obdobje. Torej, Evropska unija ima mehanizme, da reagira, ukolikor posamezna država članica ne spoštuje prava Evropske unije ali če se sklicuje na kakšne svoje odločitve, svojih ustavnih sodišč, da pa v nekaterih elementih pravo Evropske unije vendarle preveč posega v suverene pravice držav članic. Tudi to smo imeli v praksi že nekajkrat, ne samo zdaj Poljska nazadnje, ampak tudi že prej Italija, Nemčija in tudi Španija. Super, hvala. Jaz bi mogoče dodal na tej točki, da to v bistvu kršitve prava EU strani držav članic niso nek redek dogodek. To se dogaja
konstantno, lahko bi rekli, na dnevni bazi, tako z neimplementacijo direktiv, napačno implementacijo direktiv, s bilo kakršnimi ukrepi oziroma neukrepi vlad, pri nas recimo z neimenovanjem delegiranih tožilcev, kar je pa poljsko kršitev vladavine prava od ostalih. O Poljski bomo več govorili kasneje, je pa kdo je to kršitev izvedel. In sicer razlika med Poljsko je, da je bilo to sodišče in ne vlada neke države članice. In zdaj nacionalna sodišča so kot taka del sodnega sistema EU in zavezana k uporabi prava EU. Svojim državljanom morajo zagotavljati pravice iz prava EU in v bistvu z sodbo, o kateri bomo tudi govorili, je Poljsko ustavno sodišče odklonilo opravljanje te vloge. In posledica, ki je v bistvu ne toliko očitna, je, da so bili recimo poljski državljani postavljeni v manj vredni položaj od državljanov drugih držav članic, oziroma ne samo poljski državljani, tudi državljani drugih držav članic, ki živijo na Poljskem, ali pa podjetja iz EU, ki delujejo na Poljskem. In to zniževanje pravne varnosti je v bistvu posledica takšnih kršitev vladavine prava. Zdaj, kot je povedal tudi Anže, samega sistema za izključitev ni. Mogoče bi mogel biti, mogoče ne, na koncu dneva je to še vseeno pogodba o delovanju EU in pogodba o EU mednarodni pogodbi, sestavljeni s konsenzom vseh držav članic, kot je potreben konsenz tudi za vsako njuno spremembo. Malo verjetno pa je dejansko, da bi ta kakršnakoli sprememba teh pogodb, ki bi dovoljevala izključitev, bila potrjena z strani držav, ki imajo mogoče tradicijo, če lahko temu tako rečem, kršitev prava EU. Pa bi se mogoče premaknili na prvo izmed treh izhodišč, in sicer kaj sploh vladavina prava je in ali v EU obstaja eno ali več različnih razumevanj tega termina. Jaz bi mogoče podal eno čisto kratko teoretično izhodišče, pa bi prepustil potem besedo, da obrnemo malo vrstni red gospodu Zveri, Anžetu in nazadnje gospodu Brglezu. In sicer zdaj vladavina prava je v bistvu soznačica za načelo pravne države. In čisto osnovni koncept te zahteve je, da ustava, zakoni in vse ostali formalni pravni viri subjekte obravnavajo enako in predvidljivo, da so pravne kršitve določene naprej, da je postopek, v katerem organ kršitve ugotavlja, določen naprej. Zdaj, kot temeljni pravni akt določa okvir pravne države ustava. In ustavna prvina, ustava sama prvin pravne države seveda ne določa. Imamo izključno določbo, da je recimo Slovenija pravna država. Zato je v bistvu vsaj v našem sistemu to ležalo na prvih sestavah ustavnega sodišča, da ta pojem zapolnijo. Že iz tega v bistvu izhaja, da zaradi različnih pravnih redov ne obstaja enotna koncepcija vladavine prava v posameznih državah članicah EU. Obstaja pa po mojem mnenju koncept vladavine prava EU, ki pa izhaja iz ustanovnih pogodb, ki v bistvu opravljajo te funkcijo de facto ustave EU in pa sodb sodišča EU, ki to razlagajo. Zdaj bi pa kar prepustil gospodu Zveri. Zveru, ja. Lejte, midva govoriva z Milanom Brglezom bolj kot politika in politologa in poskušava z tega zornega kota pogledati na čisto pravno, ustavno pravno materijo, ampak vendarle vladavina prava je pojem, ki je prišel z kontinenta, rule of law, in ima tudi seveda svojo zgodovino in svoj vsebinski obseg, ki se kar precej zlasti v zgodovini se razlikoval od nemške percepcije Rechtsstaat, ki
ki je bila bolj vezana na samo pravo, na ustavo, na razmerje med oblastnimi organi in podobno. Medtem ko je, lahko rečemo, že Magna Carta na Otoku vnesla eno novo kulturo bivanja med ljudmi, ki je zahtevala svoje pravice. V tem smislu, da je država oziroma oblast oziroma moč tista, ki lahko krši posamezniku pravice, da se meša v njegovo svobodo oziroma temu so rekli kasneje koncept negativne svobode, svobode od pustite me na miru. Kasnejši koncept, seveda se je ta koncept dopolnjeval, bogatil in veliko je seveda tudi nemška ustavna in pravna šola prinesla k pravni državi, kot pojem, ki izhaja iz nemške šole. In dan danes lahko rečemo, da se uporabljata tudi v pogodbi o Evropski uniji in nasploh v evropskem pravu praktično oba koncepta, tako rule of law kot tudi pravna država kot taka. Ampak zgodovinski razvoj in smisel obeh korenine so pa precej drugačne. Vendar danes pomeni to točno to, kar ste vi uvodoma omenil, kaj se pomeni pravna država oziroma kaj bi morala pomeniti pravna država. Seveda se pravna država ima veliko področij, dimenzij, elementov in danes nedavno tega smo v Evropskem parlamentu govorili o pravni državi v Sloveniji, navezujoč se na dva dogodka, recimo na delegirane tožnike in pa na medijsko svobodo. Torej tudi medijska svoboda ali pa svoboda medijev spada v širši okvir pojma koncepta vladavine prava. Je pa res nekaj. Sedaj, ko smo uvedli pogojevalni mehanizem, obstaja velika verjetnost in to je politični inštrument, da se razumemo, pravosodni postane v nekoliko kasnejših fazah, se lahko, ker nimamo resne, močne definicije, se lahko ta zgodba tudi politično zlorablja proti kakšni državi. Če je koalicija voljnih, kasneje tudi v svetu z ustrezno večino, dovolj velika. In lahko se torej iz političnih razlogov nekomu naredi velika materialna škoda, ki ima tudi socialne in ekonomske implikacije. Tako da bo tu imelo sodišče v prihodnosti, kolikor bo prišlo do uporabe tega mehanizma na evropskih tleh, kar veliko dela in zelo težkega dela. Predpogoj vsega je, da je definicija vladavine prava popolnoma jasna in da so indikatorji, ki določajo ta koncept, popolnoma jasni in primerljivi in nikakor se ne bi smelo zgoditi, da pride do kakšnih dvojnih meril ali dvojnih vatlov, kar se je v Evropi že nekajkrat izkazalo. Hvala. Anže? Ja, najlepša hvala. Torej, vladavina prava, predvsem z vidika Evropske unije, naj bi predstavljala neko temeljno vrednoto, torej neko temeljno pravno načelo, ki se lahko razlaga do neke mere precej široko. Predvsem bi rekel, da gre tukaj za nek pravni pojem, ki se lahko razlaga oziroma o katerem se lahko debatira, diskutira tudi na političen način, gre pa vseeno za nek institut s takšno oziroma drugačno vsebino. Tukaj si bom recimo sposodil mnenje generalnega pravobranilca Sanchez Bordone, in sicer, da je vladavina prava v bistvu široko načelo, ki pa se lahko natančneje definira. In definira se v bistvu ravno v tem političnem procesu, ko pa je enkrat definirano, ko se v bistvu poskuša čim bolj objektivno definirati, pa lahko govorimo o neki normi, ki pač ima neke objektivne elemente in ki se lahko torej presoja kot nekaj objektivnega. Če repliciram na mehanizem pogojevanja, ki ga je že omenil gospod Zver, v tej uredbi, ki je bila sprejeta torej
pred kratkim, torej uredba 2020/2092, v bistvu našteva objektivne elemente, torej na nek objektivni način elemente vladavine prava, našteva tudi primeroma, kaj so recimo morebitne kršitve vladavine prava in pa na katerem področju lahko do teh kršitev pride. Torej, ko imamo nek konsenz o tem, kaj bi vladavina prava lahko bila na nekem področju, tukaj na specifičnem področju implementacije proračuna Unije, lahko v bistvu govorimo o neki objektivni obveznosti, ki velja za države članice kot katerakoli druga objektivna obveznost, katero pač mora spoštovati. Nek ključen zaključek iz tega je, da ko to obstaja kot neka objektivna obveznost, je ta zavezujoča skladno z vsem korpusom prava Unije, skladno z vsemi pravili, na katerih temelji pravo Unije, torej primarnost in tako naprej. Če pa ostaja debata glede interpretacije vladavine prava, mogoče v konkretnem primeru tega finančnega mehanizma, torej pogojevanja, pa se vedno lahko vprašamo, kateri elementi pa točno zdaj so tukaj vključeni, na katerem področju točno se uporablja, je dovolj neposredna povezava, kot recimo zahteva ta uredba za sprožitev tega mehanizma. In na takšno vprašanje pa lahko na konec koncev vedno odgovori sodišče, ki je v bistvu edino skladno s pravom Unije pristojno za neko razlago prava Unije na torej nek evroavtonomen način, in na koncu potem dobimo odgovor, kaj torej skriva ta pojem, mogoče pravni pojem vladavine prava v sebi, o katerem pa se lahko sigurno diskutira na nek politični način, vsebina katerega je do sprejetja proizvod nekega političnega procesa, ki pa se odvija na različnih ravneh Evropske unije, od parlamenta do sveta. Ja, kot razumem, sem zdaj jaz na vrsti. Tisto, kar bi se lahko dodalo, je seveda, ali pa s čemer se da strinjati, v bistvu, da se ta pojem najprej pojavil na državni ravni, na stopnji razvitosti pravnih redov nekako pričakovano, in da je mednarodno pravno postajal relevanten, recimo na ravni Združenih narodov, mislim, da je leto 2005 prelomnica, pa v bistvu, da je sama pogodba o Evropski uniji v 2. členu in preambuli, ta omemba vseeno je pogodbena omemba, nikakšna druga, je torej za pravni red Evropske unije vsekakor pomembna in zelo pomembna stvar. Tisto, kar je važno, je seveda, da ima to, in tukaj so mi všeč definicije, ki ne zapirajo celotne zadeve, ampak ki skušajo elemente iskati ali pa indikatorje tega. In tle bi človek lahko upošteval to, kar se je v svetu Evrope naredilo z Beneško komisijo, ti indikatorji, ki so se tam razvili, med katerimi je za mene najbolj poveden, ali pa tisti, ki je najmočnejši, zaradi tega, ker ne enači tega pojma z drugimi, namreč preprečevanje oziroma prepoved zlorabe ali pa arbitrarnosti oblasti. Ta mislim, da je ključno, okoli katerega se vse pravzaprav drugo, vse drugo je, vsaj po mojem mnenju, se najdejo tudi drugi pojmi, ker v nasprotnem primeru hitro se zavede koga, da bi to rekel, to je zgolj zakonitost. Ne, to ni zgolj zakonitost. Zakonitost se da razumeti tudi samo kot rule by law, vladanje z pravili. Vladavina prava gre preko tega, mora pa seveda tudi zakonitost upoštevati, ne sme se jo pa zvesti samo na ta element. In seveda, ko enkrat začneš te distinkcije potem peljati naprej, postajajo zadeve relativno precej bolj komplicirane. Vsaj Beneška komisija govori še o pravni jasnosti, enakosti pred zakonom in nediskriminaciji, in zadnji, ki pa je bolj razdelen, je pa dostop do sodišč oziroma pravnih sredstev, kjer pomeni, da potrebuješ neodvisno in nepristransko sodstvo in v bistvu pošteno sojenje in po možnosti, ni pa nujno,
ker vse posod vseeno ne obstaja, tudi ustavno varstvo. In zdaj, če vse te elemente vse to bi lahko pomenilo vladavino prava. Drugi kontekst, v katerem je tudi važno, vedno se pojavlja trojnost hkrati. Nikoli se ne uporablja zgolj vladavina prava. Vsaj, ko govorimo o mednarodnih kontekstih, imamo človekove pravice, vladavino prava in demokracijo. S tem, da je zdaj vprašanje, v kakšnih razmerjih naj bi ta zadeva bila, jaz sam si znam predstavljati, da je bolj postopkovni del demokracije tisti, ki je s tem zaščiten, in vsebinski del človekovih pravic. Ker namreč, če bi vladavino prava izvedel zgolj na postopek, potem nastane, preveč izprazniš. In tisto, kar na vseh nivojih, torej na vseh pravnih redih, tako na mednarodnem, kot na evropskem, kot na nacionalnem, recimo, če vzamem za izhodišče naš nacionalni red, nekako združuje ali pa daje smisel vladavini prava, je ravno varstvo človekovih pravic. Spet, nekatere so bolj poudarjene, so bolj ključne za to, da ne pride do arbitrarnosti, da ne pride do poseganja v to svobodno sfero ali pa v človekovo dostojanstvo, ampak tukaj bi človek nekako, ali pa tukaj bi nekako postavljal te distinkcije, te pojme med sabo in na ta način bi jih razumel. Ampak predvsem, če je kateri dodatek, najmočnejši del, arbitrarnost oblasti je prepovedana. Oblast je zamejena, oblast mora biti zamejena, drugače ni vladavine prava. Drugače nek drug koncept prevlada nad in v bistvu tudi lahko v imenu večine, lahko v imenu ljudstva, tudi to ni dovolj, tudi ljudstvo je zamejeno, če gre za vladavino prava. V tem primeru tega trikotnika ne moreš razrešiti na ustrezen način. Je pa res, in to se pa strinjam, da na koncu tisti, ki lahko zapolni to splošno načelo z konkretnostjo, na koncu je sodišče. In jaz bi bil za to pot, ker v nasprotnem primeru, ko se v Evropski uniji pogovarjamo in podobnih zadevah se tako izvede zadeva, to se pa lahko politično zlorabi na takšen in drugačen način. Če imamo sodišče, mora obstajati ta temeljna vera, da na tisti točki pa do zlorabe ne more priti. In tudi imamo različne instance in poznamo različne interpretacije, tudi nacionalne, ki zadevo včasih izvajajo vladavino prava na vladavino z zakoni ali pa vladavino z pravili, kar glede na to, kaj naj bi mednarodna norma bila, ni ustrezno. Hvala. Vsem trem v bistvu za podane zelo obsežne odgovore. Zdaj smo prišli pa do najbolj aktualne, če lahko tako rečem, najbolj aktualnega problema, in to je Poljska. Zdaj mogoče za poslušalce, ki ne poznajo čisto točen dejanskega stanja, bi vam na hitro opisal. Celotna zgodba se je v bistvu začela leta 2020, oziroma leta 2020 s sprejemom tako imenovanega Muzzle Acta strani vladajoče poljske stranke, ki je omogočil odvzem imunitete sodnikom. Ta zakon se je na to uporabil, zato da so sodniku najbolj zloglasno, zato da so sodniku Igorju Tuleji odvzeli imuniteto. Kasneje pa je to prišlo najprej pred sodišče EU, ki je odločilo, da ta disciplinska komisija, ki je ta odvzem izvedla, ne more biti, ni v bistvu sodišče v skladu s pravom EU, ker ni neodvisno. In na podlagi tega je prišlo tudi do najnovejše sodbe Ustavnega sodišča poljskega, ki je v bistvu odločilo, da so določeni členi pogodbe o delovanju EU v neskladju z poljsko ustavo, ker določajo v bistvu primarnost prava EU nad poljskim pravom. In vprašanje, ki
o katerem bomo tukaj govorili, je, če je primarnost evropskega prava nad nacionalnim pravom držav članic res absolutna, glede na to, da je to vprašanje, ki se je nazadnje pojavilo. Zdaj, načelo primarnosti pomeni, da pravo Unije pri uporabi zaseda hierarhično višje mesto od nacionalnega, in to velja tako za določbe primarnega kot tudi sekundarnega prava EU. In samo kot začetek bi rad omenil tistim, ki mogoče ne veste še, da načelo primarnosti ni nekaj novega v pravu EU in da je to koncept, kljub temu, da ni ubeseden v pogodbah samih, razvilo sodišče že dolgo, tudi pred pristopom Poljske v leta 2004 v Evropsko unijo, natančneje najprej v zadevi Van Genden Laws in kasneje dokončno v zadevi Costa proti Enel. Zdaj bi pa predal besedo Anžetu, pol pa za njim gospod Brglez in nazadnje gospod Zver. Hvala lepa. Ja, torej argumentacija poljskega sodišča je v bistvu precej ustavnopravna. In z ustavnopravnega vidika, torej ustave kot nekega najvišjega akta, v skladu s katerim mora biti vsa zakonodaja v državi, je mogoče takšna interpretacija se sliši na prvo žogo pravilna, ampak tak način razlage, to se pravi nacionalnih pravnih redov, v bistvu zapostavlja dejstvo, da ne obstaja samo nacionalni pravni red, ampak da obstaja pravni red Evropske unije in da obstaja tudi mednarodni pravni red. V mednarodnem pravnem redu in v pravnem redu Evropske unije pa v bistvu že nekaj časa obstaja neko krovno pravilo, in sicer, da nacionalne določbe, torej da se država ne more sklicevati na nacionalne določbe, da bi upravičila odstopanje od bodisi prava Evropske unije ali pa od mednarodnega prava. Torej, argument, da je načelo primarnosti v nasprotju z nekimi ustavnopravnimi določbami, v bistvu ne upošteva dinamike prava Evropske unije, ne upošteva dinamike prava EU, niti mednarodnega prava, ker v bistvu gre tukaj res za neke temelje tega sistema, na podlagi katerega gradi Evropska unija. In točno tako, kot je Andrej že povedal, načelo primarnosti in vsa ta temeljna izhodišča pravnega reda unije so z nami že nekaj časa. To niso novi koncepti in ti koncepti so uveljavljeni v sodni praksi, so uveljavljeni na institucijah unije. Skratka, to res predstavlja neko dejstvo, ki pač velja, dokler država članica je članica, torej dokler ostane v povezavi, velja celoten korpus pravil prava unije za državo članico in eno izmed teh pravil je primarnost. Hvala. Hvala, Anže. Gospod Brglez? Ja, bom namesto s Poljsko štartal za Slovenijo. Recimo, ko pride do trka slovenskega pravnega reda z katerimkoli mednarodnim standardom, ki se dotika človekovih pravic, bi lahko rekel, da je tukaj gre za prirejenost dveh sistemov. Se ne ugovarja v primarnosti, ampak tisti, ki zagotavlja več človekovih pravic. Po naši ustavi piše. Torej, če se mednarodni standard razvije više, potem je treba našo zakonsko normativo temu ustrezno prilagoditi. In obratno, če je nižji, jo je treba prilagoditi, oziroma kjer je pač zaščita posameznika večja. To je specifično področje človekovih pravic, ki je le mogoče malo specifično. Druga reč, ki bi jo rekel, strinjam se absolutno tudi s prejšnjo razlago v smislu, da je tudi evropsko pravo, to je pravo EU, pravzaprav mednarodno pravo, pač izhodišče ima tle. Tam, kjer ima veliko večje moče, ravno v moči samega sodišča. Takšnega sodišča nikjer drugje ni. In to sodišče je tisto, ki pelje zadevo naprej in kadarkoli je politično evropska integracija se zaustavljala, je sodišče peljalo naprej.
A je zdaj zopet na sodišču, da to naredi znotraj tako krucialnih zadev, je zdaj drugo vprašanje. Tretja točka, ki se pa dotika tudi Poljske, je pa to, da ni samo se razglasilo, da je oziroma da je postavilo nad pravo Evropske unije, torej na neki, s čemer se je Poljska pogodbeno zavezala, postavilo se je tudi nad Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, čeprav se je tudi k njej zavezala. Pa tudi tukaj poznamo v bistvu, kako zadeve tečejo po mednarodnem pravu. Ne moreš izstopiti, pa jutri ne velja. Tega ni. To ni za Severno Korejo, to ni za nobenega, iz katerekoli mednarodne pogodbe. Čeprav tam ni takšnih sodnih instanc, ki bi lahko to zadevo na koncu pravzaprav preverili. Tako da, prvič, niso se zgodili prenosi vseh delov suverenih pravic, kot lepo zapiše naša ustava, na Evropsko unijo in njene inštitucije in s tem tudi na samo sodišče, ampak zgolj nekateri. In tisti, kjer so se, tam absolutno primarnost mora veljati in z njim vse drugo, kar je v zvezi s tem prirejeno. Tako da, v bistvu, zadeva je relativno kompleksna, ne moreš naprej reči, absolutno je tako, ampak je treba upoštevati obstoj teh pravnih redov in kako se pravzaprav ta zadeva pravzaprav znotraj njih prevaja. In jaz sem z tem vidikom varovanja človekovih pravic, vsaj kar se tiče našega pravnega reda, našega ustavnega reda, ki zahteva najvišje možno varstvo in ga je treba tudi na ta način interpretirati, v osnovi zelo zadovoljen, ker to je tudi preprečitev komerkoli, ki bi bil na oblastni poziciji, da bi v bistvu v to lahko posegel, ker pač pri nas ustave ne more tako preprosto, je ta precej bolj zavarovana kot najverjetneje marsikje drugje, čeprav so običajno kvalifikacijski standardi drugačni. Zdaj, če bi pa hoteli drugačno Evropsko unijo, v kateri ta primarnost ne bi veljala, potem bi pa morali spremeniti ustanovne pogodbe in iti skozi ratifikacijski proces vse posod. Na kar pa mislim, da večina, iskreno upam, da absolutna večina držav Evropske unije ne želi in tudi ali pa njenih državljanov ne bo pristala. Tu pa tam bi za karkoli tazga tudi prav potrebno sklicati referendum, kot je v našem primeru bilo potrebno sklicati referendum za takrat, ko smo vstopali. Ko pa prideš do te točke, ko si zavezan za samo pogodbo, je pa tisto osnovno, brez česa pravzaprav pravnega reda ni, da je pogodbe treba spoštovati. To je pa tisto temeljno, osnovno pranačelo, če hočeš, znotraj mednarodnega prava, ki je v tem primeru pomembno. In govori predvsem o tem, da v svetu nisi sam. Lahko se pa sam izločiš iz sveta. To smo imeli, to je bila pa situacija, če se kdo spomni Varšavskega pakta pa Albanije. Ta situacija je pa možna. Politično sicer nismo tam, ampak ko pa gledaš pravno, pa pravzaprav to vodi v to smer, če na ta način začenjaš razumevati se. Ali pa se vrnemo s tem v 18. stoletje, v smislu takrat se je pa interpretiralo nacionalno pravo, da je nad mednarodnim pravom. Danes te interpretacije praktično ni. Edini, ki bi si jo do določene mere privoščil v imenu pravnega reda EU, je mogoče prav sodišče Evropske unije. Ampak dobro, ta kritični moment bi pustil za kaj drugega, ampak videli smo konsekvence tega tudi na nekaterih zadevah, ki so nas zadevali. Ja. Hvala. Reakcija Evrope je bila kar pričakovana glede Poljske, odločitev ustavnega sodišča poljskega. Odzval se tudi Didier Reynders, komisar za pravosodje v Evropski komisiji, in zagrozil, da bo Evropska unija uporabila vsa sredstva, da zagotovi primarnost evropskega prava na Poljskem, kot se je izrazil. Zdaj, seveda, ne moremo oporekati primarnosti evropskega prava, tudi nad nacionalnim, ampak zadeva pa ni tako absolutna, kot se sliši na prvi pogled. So primeri, čisto konkretni primeri, kjer so
nekateri se boste verjetno spomnili afere Banane, ne, kjer so imeli akterji v okviru Evropske unije mednarodne pogodbe z drugimi akterji po svetu, s tretjimi državami, ne. In takrat je ena uredba skočila noter in je praktično bila ravnanje evropskega prava v tem primeru nezakonito. In še več podobnih primerov bi lahko našli, recimo, kjer bi lahko evropske direktive, uredbe ali pa nasploh evropsko pravo generalno se vtikalo na področja, kjer so avtonomne cone držav članic, kjer gre za subsidiarnost. Tukaj je seveda treba zelo premisliti, preden bi recimo kar tako počez uveljavljali pravo tudi na račun suverenosti držav članic, tudi na področjih, kjer ne gre za skupne politike ali pa kjer gre za tipične avtonomne suverene pravice držav članic. Torej, tukaj nasplošno rečeno ni nobena dilema, ali je primarno pravo Evropske unije ali držav članic, ampak še enkrat povem, lahko pride do konkretnih situacij, kjer se škodi nacionalnim državam v primeru določenih posegov s strani evropskih inštitucij ali pa Evropske unije. Zdaj ne bom rekel, da je Poljska tak primer, to bomo izvedeli spomladi, ko bo sodišče EU reklo svoje na pritožbo Poljske in njej se pridružila tudi Madžarska. Bomo videli, kaj bo sodišče odločilo, ampak dobro, da imamo sodišče, da bo odločalo o tako perečih dilemah, ne. Pravo je verjetno živo, ne, odnosi med pravnimi subjekti tudi nikoli. Če bi imela Evropska unija ustavo, ne, bi bilo verjetno veliko lažje trditi, da je pravo primarno in to v absolutnem smislu. Zdaj imamo pogodbe, ki jih je seveda treba spoštovati, kot je sogovornik dejal, normalno, da se jih je treba spoštovati, ampak spoštovati z obeh strani, ne. Hvala. Jaz sem v bistvu zelo hvaležen tako vam, da ste omenjali neko delovanje EU, ki mogoče EU oziroma institucije EU, ki so lahko problematične, kot tudi gospodu Brglezu, da je v bistvu omenil Evropsko konvencijo človekovih pravic. In v bistvu delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice v navezi z sodiščem EU. Zdaj, preden načnem to temo, bi samo opomnil poslušalce, da lahko prek Facebooka ali pa prek Zooma postavljajo vprašanja in bomo imeli na koncu krajši Q&A. Zdaj bi pa se prestavil na točko, kako zagotavljati sistemski nadzor nad spoštovanjem pravne države v EU in kako sankcionirati kršitelje. In zdaj bi izpostavil en zanimiv vidik tega, ki se navezuje na preomenjene stvari. In sicer problem nespoštovanja vladavine prave strani EU same. En zelo dober primer tega je mnenje sodišča 2/13, v katerem je sodišče samo šlo nasproti ustanovni pogodbi, torej pogodbi o delovanju EU. V pogodbi o delovanju EU v njenem 4. členu jasno zapisano, da bo EU pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Ta ideja ni nova in to je proces, ki poteka že dolgo let. Sodišče je torej s svojo sodbo, ki je akt sekundarnega prava, šlo nasproti primarnemu pravu in kot takem utelešenem v pogodbi o delovanju EU. Akti sodišča bi morali načeloma biti skladni z pogodbami. Kot drugo bi pa izpostavil dve sodbe, in sicer v primerih Achmea in primerih Comstroy, kjer je sodišče
ki je sicer sestavljeno iz pravnih strokovnjakov, blatantno, napačno razlagalo mednarodno pravo korist političnim interesom Evropske unije. Zdaj, sodišče sicer na mnenje generalnega pravobranilca ni vezano, ampak generalna pravobranilc je tudi v primeru Ahmeja izpostavil, da zdaj, za tiste, ki ne veste, tukaj gre za mednarodno investicijsko pravo in vpliv bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami. Zdaj, sodišče se na to argumentacijo ni ozrlo in je samo odločilo v skladu z nadzori, zdaj v bistvu političnimi nadzori komisije, ki so da oziroma bilateralne pogodbe med državami članicami investicijske niso veljavne. Enako je bilo tudi v primeru Comstroj, ker je sodišče podalo svojo interpretacijo 26. člena in 1. člena Energy Charter Treaty, ki pa gre recimo v nasprotju vsem interpretacijam tako mednarodnih tribunalov, kot tudi osnovnim razlagalnim instrumentov mednarodnih pogodb, ki izhajajo iz Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb. Tako da bi zdaj predal besedo najprej gospodu Brglezu, na to gospodu Zveri in na to Anžetu, da poveste kaj, oziroma vaš pogled na nadzor nad spoštovanjem pravne države EU in mogoče o kršitvah oziroma v kršitvah osnovnih pravnih načel strani EU in v nekih pogledih tudi strani sodišča EU. Ja, lepo, jaz sem nekatere od stvari zgolj nakazal, z samim sodiščem sem zgolj nakazal, da še kakšni primeri, pa lahko bi se celo do naše arbitraže zapeljali, če bi hoteli v nekaterih, ker so pač različne interpretacije bile takrat možne oziroma različna pojmovanja in eno pač prevlada. Tisto, kar je specifika sodišča EU, o kateri bi veljalo razmisliti, da bi bilo takšnih zadev čim manj in mogoče ne bi prevladale na tistim, kar je v samem primarnem pravu, in to je v bistvu včlanitev Evropske unije oziroma pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Tudi zaradi tega, ker ne gre zgolj za to, da bi v tem primeru glede na samo listino temeljnih pravic EU, ki jo poznamo, da bi to preprosto bila zgolj še ena instanca ali karkoli podobnega, ampak ima drugo vlogo. Tam so človekove pravice veljavne za institucije in države, kadar izvajajo pogodbo, oziroma kadar izvajajo pač evropsko pravo, ne nadomeščajo pa tistega, kar je na ravni držav že njihova zaveza do same Evropske konvencije o človekovih pravicah. In torej tisto, kar bi lahko tukaj odprlo, je transparentnost samega postopka. Tako kot med drugimi mednarodnimi tribunali, imaš tudi ločena mnenja in je jasno, kako se je kateri sodnik do katerega vprašanja opredelil. Zdaj je pa včasih tudi neprepričljivost sodbe, ki je rezultat končnega kompromisa, v bistvu nekako nima tistega učinka, kot ga ima včasih ločeno mnenje, tudi če ni večinsko na nadaljnji razvoj mednarodnega prava na nekaterem področju. Tukaj je v imenu enotnosti ali pa enotne interpretacije zadeva se postavi nad, in ta enotna interpretacija lahko potem skrije tudi takšne stvari, ki jih noben drug v mednarodnem pravu, če je bil podpisan za svojim imenom, bi trikrat premislil, ali lahko na ta način interpretira, oziroma ali je sploh možno na ta način interpretirati med tistimi, ki so na istem nivoju razumevanja prava. Tako da tukaj je ena pot, ta boj za osnovno interpretacijo človekovih pravic, ki je dana v sami ustanovitveni pogodbi, je po mojem še vedno odprt. Je pa zadeva takšna, da dokler se komisija ne ujunači, parlament sam ne more tega narediti. To je pa druga tovrstna omejitev, ki je tudi različna od tistih, ki jih poznamo na nacionalnem nivoju. Zdaj,
Kar se pa samega tega konkretnega dejanja tiče, je v bistvu pa to bolj v rokah drugih inštitucij, preden pridejo do samega sodišča. Ne? Kar se mehanizma pogojevanja tiče, tudi se je mogel parlament tožiti komisijo, ker ni naredila tistega, kar želi, oziroma je to najavil, da bo ta zadeva speljana, ne bo speljana, oziroma kdaj bo, ali bomo v celoti zadevo peljali na ta način, kot je potrebno, je pa zdaj drugo vprašanje. Tako da vsa ta razmerja so tukaj ravno zato mogoča, ker imamo to sodišče, hkrati je pa to sodišče lahko na nekaterih točkah, tudi zaradi svojih notranjih postopkov, v bistvu tudi ovira na tej poti. Tudi za odpravo te ovire bi potreboval najverjetneje spreminjanje ustanovnih pogodb. Do takrat bo pa najverjetneje v poljskem primeru sodišče odločilo dvakrat. Najprej na sam akt in potem na njegovo uporabo. V konkretnem primeru to bo pa najverjetneje pomenilo, da se s tem, da se bo s političnimi posledicami tega soočil naslednji mandat Evropskega parlamenta, tudi če gremo po optimistični poti. Torej, ja, nadzor nad vladavino prava v državah članicah in pa kakšne so možne sankcije proti kršiteljem. Nekaj je bilo že omenjeno, prej smo že omenili pač sodišče, Milan je veliko govoril o njem. Jaz sem že tudi omenil politični mehanizem, določen v pogodbi o Evropski uniji v 7. členu, ki je prav tako močan mehanizem z močno sankcijo. Omenjeno je že bilo seveda tudi pogojevalni mehanizem kot najnovejši. Seveda pa Evropska unija permanentno opravlja določeni nadzor po raznih področjih, recimo eni takih je evropski semester, star način monitoringa, tudi na področju pravosodnih sistemov, reform javne uprave in tako naprej. Potem imamo letni pregled stanja na področju sodstva v Evropski uniji v državah članicah, potem komisija vsako leto zdaj pripravlja tudi letno poročilo o spoštovanju načela pravne države. Imamo OLAF kot inštitucijo, ki sicer je bolj povezana z kršitvami na področju finančne narave, oškodovanja Evropske unije in tako naprej. Tudi razni skladi delujejo v tej smeri, tako da kršitev in nadzora nad delovanjem članic Evropske unije v kontekstu črpanja evropskih sredstev, pa tudi sicer spoštovanja človekovih pravic, pravne države, demokracije, tega je kar veliko. In tisti, ki bodo uveljavljali mehanizem pogojevanja, bodo imeli po mojem kar veliko gradiva podatkov za svoje odločitve. To se mi zdi, to so tisti ključni mehanizmi, s katerih Evropska unija lahko nadzira članice, vendar sam po sebi mi to ni všeč. Evropska unija je svobodna skupnost tudi držav članic, ne samo državljanov Evropske unije. Tudi državljani bi lahko imeli veliko več pravice do kontrole oblasti s strani Evropske unije. Res je, da recimo se poskuša malo tudi evropska demokracija dodelati, urediti, da bi imeli državljani nekoliko več vpliva. Spomnite se uvedbo tiste politične pobude, iniciative, ki jo več milijonov ljudi iz večjih držav predlaga Evropski komisiji, in to so ljudje resno vzeli. Nekaj 10 tovrstnih pobud je prišlo in niti ena ni bila realizirana s strani Evropske komisije. Skratka, to demokratični deficit bi recimo ta pobuda, če bi resno zaživela svoje življenje, lahko dobršne meri odpravila. In so ravno evropski, ne rečem, evrokrati preprečili recimo vpliv državljanov na odločitve evropske organov ali pa inštitucij na ravni Evropske unije. Še vrsto stvari je, ki bi se jih dalo izboljšati tudi na evropski ravni. Zdaj se večino govori o strateškem kompasu, katerega
in pa seveda tudi razprave v Evropski uniji. Rezultat obojega je lahko to, da se spremenijo pogodbe v Evropski uniji, zlasti v sistemu odločanja v svetu. Velike države močno pritiskajo, ne, da bi se nekateri ne marajo veta, ker veto bi naj pomenil nevarnost trojanskega konja v okviru Evropske unije, modifikacija te večine, ki jo imamo za sprejemanje svetu in podobno. Skratka, počasi se poskuša tudi na področju zunanje in varnostne politike, zlasti v sistemu odločanja, procesu odločanja, priti do nekaterih sprememb, ampak brez sprememb pogodbe v Evropski uniji to ne bo šlo. Torej, poleg tega, da poteka ena velika razprava, javna razprava, kjer so vključeni praktično vsi nivoji politike, od lokalne do najvišje evropske ravni poteka ta razprava o prihodnosti Evropske unije. Veliko bolj zaprto v svetu pa je razprava o tako imenovanem strateškem kompasu, ki prav tako išče načine, da bi Evropska unija bila bolj učinkovita na področjih, ki sem jih prej omenil. Ta hip se nam zdi morda res, ne, obramba, varnost so nekako suverene pravice držav članic, ampak tukaj podobno kot pri zeleni politiki potrebuješ neki skupen nastop, ker se zadeve ne dajo čisto zamejiti znotraj držav članic. Nekatere spremembe bomo pa videli v naslednjih mesecih, v katero smer bo šlo. Jaz bi vsekakor bolj konzervativno vztrajal na tem, kar imamo, ne, ker Slovenija je veliko pridobila z Lizbonsko pogodbo glede na svojo moč. In moram reči, da zelo solucija, kot jo imamo, torej sistem odločanja v svetu, je perfektno za male države, ne. Če pa bi pretirano stavili na spremembe v smislu majoritanske, večinske demokracije, pa še uvedli nekatere evropske, panevropske nadnacionalne liste, pa celo Evropo spremenili v en volilni okraj. V tem primeru bi pa tukaj v tem delu evropske demokracije, ne, parlamentarnem delu demokracije, male članice precej izgubile, ne. Tudi prvi napad smo odbili pred 10 leti, zdaj je na vidiku drugi močan in jaz upam, da bomo na tej fronti zdržali. Medtem ko odločanje v svetu pa se bojim, da dolgoročno ne bo uspelo zadržati, tako kot je danes. Hvala, Anže. Upam, da nisem bil predolg, glede na to, da smo že 5 minut čez. Bom zdaj krajši. Velja, hvala Andrej. Torej, mogoče prvo vprašanje, ne, kakšne so možnosti v Evropski uniji za sankcioniranje? Obstaja različno mehanizmov, nekatere smo že omenili tekom okrogle mize, torej postopek po 7. členu pogodbe Evropske unije, ki je res močan postopek, vseeno pa obstaja neka torej kvalitativna nota, in sicer, da je potrebno soglasje v Evropskem svetu vseh akterjev, torej vseh držav članic, da se ta postopek zares lahko izvede, kar pa lahko predstavlja takšen oziroma drugačen izziv, ne, za dejansko izvedbo tega postopka po 7. členu. Obstajajo pa še drugi, ne, torej poleg mehanizma pogojevanja, torej izplačila evropskih sredstev oziroma evropskih projektov v okviru uredbe, ki torej vzpostavlja ta mehanizem, obstaja še možnost tožb. Torej možnost tožb bodisi države članice zoper državo članico po 259. členu pogodbe o delovanju Evropske unije ali pa Evropske komisije proti tej državi članici po 258. členu. Torej v primeru, če bi komisija oziroma država članica menila, da je zadeva zdaj za tožbo, da torej obstajajo neke kršitve obveznosti prava unije, ki bi jih šlo predložiti pred sodišče, je to povsem možno.
In v primeru, da potem sodišče Evropske unije dejansko ugotovi, da imamo neke kršitve obveznosti na strani zadevne države članice, je ta država članica dolžna že po primarnem pravu, torej po temeljnih pogodbah, da spoštuje in izvrši to sodbo sodišča. Posledica neizvršitve takšne sodbe je v bistvu ponovna tožba strani komisije, tukaj pa zadeva lahko postane mičkeno drugačna. In sicer tukaj se lahko zahtevajo denarne kazni, pavšalni zneski, in ta kršitev v bistvu ostane še na tak način, če rečemo, kaznovana. Potem pa obstaja še nek mehanizem povsem za državljane oziroma za državljane Evropske unije, ki je sicer malenkost pogojen z okoliščinami, ampak še vedno odškodninska odgovornost države članice za kršitve prava unije. Torej, če posameznikom nastane škoda, takšna ali drugačna, zaradi kršitev obveznosti, ki jih ima neka država članica po pravu unije, lahko torej pred nacionalnim sodiščem vložijo tožbo, odškodninsko. Kar pa se tiče vprašanja, katerega je naslovil že Andrej, glede spoštovanja nekih torej, vrednot, pravil, norm strani samih institucij, pa velja sigurno enako kot za države članice. Torej, evropski pravni red z celotnim korpusom pravil in načel zavezuje in institucije unije in države članice. In sigurno lahko v bistvu utemeljeno pričakujemo spoštovanje z vseh strani, ker v bistvu samo na tak način lahko uspešno med seboj sodelujemo, kar pa je v bistvu ta temeljna ideja Evropske unije, torej medsebojno sodelovanje, vzajemno sodelovanje, neka solidarnost. Hvala. Hvala, Anže. Zdaj, Andrej, če sklepam, da spremljaš Facebook, so slučajno kakšna vprašanja še? Tukaj na Zoomu jih ni. Pol pa se v bistvu zahvaljujem vsem, da ste se udeležili te okrogle mize, za pripravljenost sodelovati. Hvala Mateju pa Andreju, da sta to organizirala in upam, da se vidimo še kdaj na kakšni podobno aktualni temi. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, Andrej, pa že super. Je bil ta Lepša hvala. Lepe praznike. Seveda hvala poslancem. Seveda. Praznike.